V gospodovem letu 1983 je papež Janez Pavel II. 15. aprila imenoval do takrat stolnega kanonika, prošta in generalnega vikarja, dr. Jožefa Smeja, za mariborskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje pa je bilo podeljeno na praznik Marije Matere Cerkve na binkoštni ponedeljek 23. maja. In od takrat do gospodovega leta 2008 je minilo 25 let škofovske službe. Gospod škof, lahko bi vam rekli celo srebrni škof, najprej iskrena voščila v imenu našega uredništva in v imenu vseh poslušalk in poslušalcev ob tem lepem, častitljivem škofovskem jubileju, seveda pa se s tem voščilom povezujejo predvsem naše molitve, prošnje vsemogočnemu, da vas Gospod še naprej blagoslavlja, da vam da moči, korajže, da boste lahko še naprej oznanjali evangelij, kakor počnete vse od takrat, ko ste prejeli duhovniško posvečenje. Najprej se tudi jaz zahvaljujem iskreno, da ste prišli semkaj, čeprav tega nisem vreden, pa naj mi bo dovoljeno, da začnem z današnjim datumom izpred 30 let. Danes namreč je umrl 30 let, odkar se je poslovil od nas, odšel v večnost, blagopokojni doktor Maksimilijan Držečnik, mariborski škof. Prav danes bo v stolnici sveta maša zanj, oziroma če on ne potrebuje za druge, torej ob spominu nanj. Bilo je namreč julija, 1. dni julija, leta 1969. Z enim mojim prijateljem, duhovnikom iz Madžarske, greva po Mariboru peš. Sreča naju škof Držečnik in meni reče, če bi hotel priti k njemu v pisarno. Pa sem si na tihem mislil, bil sem takrat župnik in dekan Murski Soboti, pa sem si mislil, da so me moji sobočanci, moji župljani mursko-soboški, da so me kaj zatožili pri škofu. Torej s to mislijo sem potem šel k njemu v pisarno. In kaj mi je rekel? Rekel mi je, če bi hotel priti jaz za stolnega kanonika v Maribor. Osupel sem najprej, pa sem rekel, gospod škof, dajte mi odloga za 2 tedna. Po 2 tednih sem se boril, ali bi šel z Murske Sobote ali ne bi šel. Nič mi ni manjkalo. Bil sem zdrav, sorazmerno še mlad, župnik, dekan v Murski Soboti, pa iti za kanonika. V Murski Soboti sem bil prvi kot župnik, tukaj med kanoniki pa zadnji. Potem pa pride k meni, sedaj tudi že pokojni prevoznik Anton Novak, pride v Mursko Soboto in sem mu povedal, da me škof Držečnik kliče za kanonika v Maribor. Pa sem ga vprašal, kaj naj naredim. In mi je takole odgovoril. Škof ne bo nič zameril, če ostanem v Murski Soboti. Vendar morebiti bo pa kaka mala rana le v njegovem srcu. Ko mi je to povedal, sem škofu povedal, da sem pripravljen se odpovedati v župniji Murska Sobota, v župniji svetega Nikolaja, stolni cerkvi, danes stolna cerkev, takrat župnijska cerkev, da sem pripravljen odpovedati se in priti v Maribor za kanonika. Dolgo časa sem čakal, odpovedal sem se namreč točno takrat, ko je prvi človek stopil na Luno, 22. julija 1969. Takrat sem podpisal pismo, da se odpovedujem
In sem šel krati, večer je bil, pevci so imeli na koru vajo v Murski Soboti in sem jim povedal, da sem pravkar videl na televiziji, da je prvi človek stopil na Luno. No, potem danes ne bi bil pomožni škof, ne bi bil škof v Mariboru, ne bi bil tukaj, če ne bi bilo blagopokojnega škofa dr. Maksimila Držečnika. Ponavljam, danes je 30 let od njegove dies natalis, od njegovega rojstva za nebesa, ko je umrl v Ljubljani, tam na kliniki Ontološkega inštituta. No, našim poslušalcem povem, da se je gospod škof spominja tega dogodka zato, ker pogovor snimamo prav 13. maja na god Fatimske gospe in kot je omenil 1978. leta, je takratni mariborski škof ordinarij Držečnik umrl na Onkološkem inštitutu. Gospod škof, čeprav ste spominom posegli kar nazaj v duhovniška leta, ko vas je škof Držečnik imenoval za kanonika in tako boste pravzaprav prihodnje leto, bo že 40 let, odkar živite tukaj na škofiji, na škofijskem dvorcu, ampak vendarle za trenutek bi začela vašo življenjsko pot kar pri tem zadnjem jubileju, torej o 25-letnici škofovanja. Vaše škofovsko geslo je bilo, oziroma je, milosti polna, spomni se. Zakaj prav to geslo? In naj povem kot zanimivost, da to geslo ima 20 črk v slovenščini in 20 črk tudi v latinščini. To je naključje ali ste čisto načrtno tako izbrali škofovsko geslo? V duhovnika sem bil posvečen na Marijin praznik, se pravi na Brezmadežno, to je 8. decembra 1944 v Sombatelu. In takrat sem si dal podobno geslo, sem si napisal na roko, na novomašno podobico. Tiskati nismo smeli med vojno, ni bilo možnosti in sem si dal tudi geslo Ave Marija, ker sem bil posvečen na Marijin praznik. In to geslo sem potem raztegnil tudi na škofovsko geslo. Naključje je pa tako res prineslo, da 20, kot ste rekli, 20 črk v latinščini in 20 črk v slovenščini. Gracia plena recordare, milosti polna, spomni se. Naj tukaj mimogrede omenim samo to, da Madžari pravilno prevedajo to milosti polna. Oni rečejo z milostjo polna, ker gracia plena, Ave Marija, gracia plena pomeni zdrava Marija z milostjo polna. To je ablativ, ker če bi bilo po slovenskem, bi morali v latinščini reči Ave Marija, gracie plena. Pa je gracia plena, torej z milostjo polna. Vedno sem dal, kakor molimo v slovenščini, sem dal takole, ker gracia plena je hkrati ime za Marijo, tako je angel po Božjem povelju takole pozdravi. Ave gracia plena, torej gracia plena, milosti polna, spomni se. In ali ste v to škofovsko geslo nekako položili svoj program? To, kar pa človek, koliko sme si želeti, kaj želi kot škof opravljati? Poglejte, v latinščini beseda recordare ne pomeni dobesedno spomni se, ampak pomeni, ker tam beseda recordare pomeni vzemi se k srcu. Zato Madžari v misalu, ko imamo Gospod spomni se svoje cerkve, Madžari to prevedajo, Gospod nosi na svojem srcu svojo cerkev, ker je recordare, beseda cordis je srce. Tako da ima to geslo
globok pomen, če ga vzamemo v latinščini. Se pravi, za eno besedo sem dal to geslo, da vsem, ki bom birmoval, vsem, ki bom oznanjal kot škof Božjo besedo, vsem, ki bom pomagal, vsem bolnikom, ki obiskoval, naj velja, da jih nosim na svojem srcu, naj jih Marija nosi na svojem srcu. Gracija plena, milosti polna, spomni se. Recordare bi lahko prebili, nosi jih na svojem srcu ali pa nosi nas na svojem srcu. Zato je prišlo do tega gesla. Sicer pa sem se pri tem spomnil, ko sem dal na novomašno podobico napisati samo Ave Marija, se pravi, da nisem mogel iti mimo Marije pri geslu. Pa sem se spomnil tiste Prešernove pesmi, da je bil žlahtič trde glave, ki ni znal ničes drugim moliti, kakor Marija Ave, žlahtič trde glave. No in po njegovi smrti, tako ima Prešern v sonetu, po njegove smrti je iz njegovega groba zrasla lilija ali roža z napisom Marija Ave. Tako da sem nekako hvaležen tudi takrat madžarskemu škofu, da me je upal posvetiti v duhovnika, čeprav sem bil komaj 22 let star. Bila je pač vojna, on je imel takrat pravice od svetega sedeža, vse pravice, ki jih lahko sedež da pooblasti drugim. Kot rečeno, 23. maja gospodovega leta 1983 ste prejeli polnost duhovniškega posvečenja, škofovsko posvečenje. Podelil vam ga je takratni apostolski pronuncij v Jugoslaviji, Čekini, ob njemu pa sta bila kot soposvečevalca ljubljanski nadškof Šuštar in mariborski škof Kramberger. Kakšni spomini živijo še vedno v vas na ta dogodek? Takrat, ko ste ležal pred zbranim občestvom, pred oltarjem, ko so polagali na vas roke in seveda, ko so vam tudi vas mazilili svetim oljem. Ko je prišla, ko sem stanoval, takrat nisem stanoval tukaj v nadškofiji, ampak v bogoslovju. Ko sem takrat stanoval v prvem nadstropju bogoslovju, je pritekla iz kuhinje, ker nisem imel svojega telefona, je pritekla iz kuhinje častita sestra Božena in mi je rekla, da me nuncij kliče in da je v Ljubljani sedaj, da me kliče k sebi. Nisem vedel zakaj, pa sem to gospodu škofu Krambergerju povedal, pa je rekel, gotovo bo najbrž me bo vprašal, če hočem sprejeti škofovsko posvečenje. Kakor veste, je bila takrat takole. Leta 1980 je bil imenovan za škofa dr. Franc Kramberger, pomožni škof Grmič, dr. Vekoslav Grmič, pa nekako ni hotel biti njegov pomožni škof in so potem 2 leti in pol čakali, 2 leti in pol. Če bi se morda dal premisliti, če bi si premislil škof Grmič, da bi bil pomožni škof. Michele Cecchini nuncij, kot ste rekli, je čakal 2,5 leti. Sedaj nunciji delajo hitreje, ko kreirajo škofe, hitreje delajo, takrat pa 2,5 leti. In takrat mi je gospod škof Kramberger rekel, najbrž bo to. No in potem grem v Ljubljano, pridem, on se je zdravil takrat, Cecchini je bil v bolnišnici, govorila sta francosko, ker nisem tako znal tekoče italijansko. In sem mu rekel, me je vprašal, če hočem biti škofovsko posvečenje prejeti. Najprej sem malo prebledel, te je pa rekel,
saj ne boste nič več delali kot do zdaj, kvečamo to, da boste lahko birmovali z mitro na glavi in s škofovsko palico. Ker namreč jaz sem birmovalec bil poleg škofa Držečnika in pomožnega škofa Grmiča, sem bil edini jaz, se pravi, da je takrat papež moral to pooblastilo dati, da sem lahko birmoval. Takrat smo birmovali 3. In mi je potem res nuncij Čekine rekel, ne boste delali več, ampak birmovali boste s škofovskimi znaki. In je pravilno napovedal, res niste delali več po prejemu škofovskega posvečenja, ali pa so vendarle bile dodeljene nove naloge, drugačne naloge, kot takrat, ko ste bili kanonik? Naloga, imate prav, velika naloga je recimo sodelovanje pri takrat jugoslovanski škofovski konferenci. Takrat smo tam bili v Zagrebu navadno zbrani škofje iz vsega, takrat Jugoslavije, bilo nas je veliko in seveda smo morali prevzeti razne naloge. Ko je nastala slovenska škofovska konferenca, tako mi je tudi nadškof Šuštar voščil pri posvečenju škofovskem, pravi, da bom delal pri škofovski konferenci. Recimo, večkrat sem bil kot delegat slovenske škofovske konference na raznih mestih Evrope. Tako v Lurdu, v Nemčiji, celo v Romuniji, Franciji, Avstriji sem bil delegat na teh raznih simpozijih kot delegat konference. In to je seveda zahtevalo tudi pripravo. Si moral se tam recimo sestaviti bodisi v francoskem jeziku ali v nemškem jeziku. Tako da spomnim se recimo, ko sem v Lurdu, mislim, da sem bil 2-krat delegat v Lurdu, tam so se zbrali francoski škofje, prek 100, in ko sem prvikrat bil tam, sem moral nastopiti z govorom, predstaviti se, odkot sem, katere konference delegat sem. No in potem sem v francoščini, sem imel napisano, sem imel govor. No in potem pa je prišlo vmes tole, da sem rekel brez listka na pamet po francosko, da imamo v Sloveniji praznik reformacije. In vendar je večina Slovencev katoličanov. Se rekel, morda bi bilo dobro tudi kak drug praznik še tudi poleg tega imeti. Pa je predsednik francoske škofovske konference me je kar prekinil, pa je rekel, o tem ne govori, berite, kaj imate napisano. Namreč Francozi so takrat bili veliki prijatelji, torej Jugoslavije, in niso nekako tako morda takoj od začetka gledali Slovenijo, ker se spomnim, da je pokojni kralj Aleksander, jugoslovanski kralj, da je Marsej, torej on je bil, Francija pa Jugoslavija sta bila zelo povezani. No, vendar se je pozneje to spremenilo politično, tako da so mi rekli potem, da Francozi sedaj že tudi z veliko simpatijo gledajo na Slovenijo. Tako vidite, tak je ta geneza mojega škofovanja in mojega dela. Gospod škof Jožef Smej, praznujete 25-letnico škofovskega posvečenja. Človek težko izpostavi tiste najlepše, najboljše trenutke, ko so pa pravzaprav vsi trenutki podobni, vsak dan je lepši, vse je vse podarjeno. Pa vendarle, kaj bi lahko izpostavili kot 3 morda najlepše dogodke v teh 25 letih, kot ste škof? Kje ste se najlepše kot škof počutili?
Torej, gotovo sem se najlepše počutil, če sem lahko šel na župnije. Ben iz Maribora. Nekako, ker sem tudi na deželi rojen in če sem se recimo po Birmi, po birmovanju, ko sem se Bogu zahvalil za mašo pa za birmance, potem sem se srečal zunaj z ljudmi, sem skoraj vsakega tako vprašal, kdaj ste bili pri Birmi, pa smo se zunaj pogovarjali in to mi je nekako koristilo tudi takrat, ko sem leta 2000, v gospodovem letu 2000 zbolel, tako da nisem mogel spati. Celo noč včasih sem slišal tole uro tukaj, tudi ki bije tudi četrtinke in to je bilo zelo mučno. Ozdravilo pa me je tole, sem dobil en nasvet, pravi, tablete ne bodo pomagale, iti ven med ljudi. Ležati recimo v postelji, pa premišljati, kako si bolan, to je najhujše. Iti ven v naravo med ljudi in to me je pravzaprav rešilo, lahko rečem. Da sem videl tam tudi druge, vsak človek ima svoj križ. Mi včasih mislimo, joj, kako so ti ljudje srečni, ko nimajo križa. Ima vsak svoj križ, bodi si telesni ali pa na duši. Torej, to je lep spomin. No, nekaj takih drugih lepih spominov bom samo tako naštel. Recimo, rad grem v naravo tudi z brevirjem v roki. Brevir, to je uradni molitvenik, naš cerkveni molitvenik. Včasih vzamem brevir v latinskem jeziku, včasih v slovenskem, včasih v madžarskem, včasih pa francoskem. No in sem tam imel, takrat se mi zdi, da je bil latinski brevir, ko sem proti Kamnici, zunaj v naravi, bral psalme iz brevirja. In tam na klopci pa je sedela deklica, morala je biti okrog 7 ali manj od 7, ker je z nožicami bengljala, ni mogla do tal, sedela je tam. Kaj imaš to? Knjigo, pokaži, sem ji pokazal. Kaj pa to, če čkaš, pišeš po tej knjigi, sem imel s svinčkom napisano razni, viš tega ne smeš. Potem pa je podobica bila notri, križanega Jezusa. Te sem jo pa vprašal, pa veš, kdo je to? Je rekla, vem. Hočeš imeti to podobico? Hočem. Pa sem jim dal podobico križanega Jezusa. Ona en čas isto gleda z velikim pobožnostjo, pa mi vrne nazaj z besedami. Tega moj dedek ne sme videti. Takrat sem si mislil, poglejte, kako nasilje nad mladimi dušami. Ali je bil kak upokojen oficir, ali ne vem, kaj je bil, ne vem, ampak mi je vrnila nazaj. En drug takšen dogodek, tudi s podobico, ko smo bili morda prvikrat na uradnem obisku ad limina, slovenski škofje pri papežu, smo škofje bili gore na odru, ljudstvo pa spodaj v dvorani. In je gore k meni, ravno k meni, znam, kaj pa je bilo več škofov. Prišlo neko dekle, preprosto dekle, ne vem, ali je bila z Brazilije ali odkot, pa je imela eno sličico, sveto podobico. Mislim, da je bil sveti Anton Padovanski. Pa mi je zašepetala pa rekla, ne vem več kakem jeziku, ampak sem razumel, da naj to dam kot darilo svetemu očetu, Janezu Pavlu II. In veste dobro, ona je gledala, kaj bom naredil, takrat so dajali velika darila, pa vse razne knjige, pa ne vem kaj vse, slike papežu, gor na eno mizico.
preden je začel svoj govor. So prinašali darila, škofje pa drugi. Jaz sem pa tisto podobico tudi nesel kot darilo, pa sem povedal, da mi je to neka Brazilka rekla. In z velikim spoštovanjem so ravno tako sprejeli tisti kardinali to podobico, kakor če bi jim dal, ne vem, kako zlato ali ne vem, kako drugo darilo. No, potem še en tak lep tudi, ko sem šel spet z brevijem v roki na Kalvarijo, tukaj v Mariboru, pa srečam dečka, mogoče je bil kakih 12 let star. Vem, da se dobro spominjam, da je imel take rdečkaste lase, kakor kralj David. Pa sem ga tako mimogrede vprašal, sem rekel, hodiš k verouku? Je rekel, ne. Pa si krščen? Ne vem, pravi, če sem krščen. Moliti pa znam, je rekel, moliti pa znam. Ja, kako to, če vendar nisi, ne veš, če si krščen, moliš pa. Pravi, slišal sem, da je Bog dober, zato se obračam k Bogu, tako v mislih se obračam k njemu. Poglejte, potem en še drug tak prizor, vsi so bili v naravi, sem šel, takole bilo ravno sveti večer, zasneženo je bilo, pa srečam tam muslimana. Poznal sem ga takole po njegovi obleki pa po obnašanju. Pa sem ga vprašal, kako mu je ime. Pa je rekel, Isa. To je Jezus. Pravi, mi muslimani častimo Jezusa kot preroka, ne sicer kot Boga, na sam sveti večer, Isa. Pravi, zdaj grem tukaj, da bomo imeli neko slavnost, Isa. Tam. To so take, vidite, spomini v škofovskem življenju, da ne bom recimo tistih birmovanje, recimo potem, recimo, da sem kot škof na razpolago v stolnici vsak petek pa večer v nedeljo. To so pač stvari, ki so redne. V pisarni pa škof sem kot škof imel to nalogo takrat, da sem prevajal v nemščino prošnje župnikov, ko so prosili bodisi Hilfsfonds ali Renovabis, ko so prosili recimo, da so obnavljali cerkve in so veliko je takrat dala Nemčija. Tako da se je takrat s tem nekako oddolžila za tisto, ko je pač vodila vojno proti Jugoslaviji ali Sloveniji. Ko ste se zdaj tako spominjali svojih drobnih trenutkov v času škofovskih let, morda je prav, da poveste našim poslušalcem, da se še vedno radi tudi vozite s kolesom. Da je vaš poni še vedno zaseden in gre po mariborskih ulicah, vse do parka in kam še? Bom takoj odgovoril tudi na to. Naj samo omenim še en dogodek. Vidite, take dogodki, vesele dogodki. Torej, ko sem tudi večkrat sem šel recimo na Dunaj, tam je gospod Štekl, izseljenski duhovnik, da sem šel bodisi za Božič ali za Veliko noč in sem se peljal z brzovlakom. In tam je v Avstriji stopila neka žena, pa otrok, morda kakih 7 let. In potem tista deklica vidi tam mene, pa je bilo več potnikov. Ampak jaz sem bil najbolj zanimiv, pa ne vem zakaj. Recimo, rekel sem ji, du bist jung und ich bin alt. Se pravi, ti si mlada, jaz sem pa star. In to je nenehno ponavljala narobe.
mi je recimo, koliko ji las je sukala lase, pa mi je rekla, du bist alt und ich bin jung, ti si star, jaz pa mlada. Pa se je valjala po tleh od veselja. Tista žena pa je bila teta njena. Ni bila zanimiva za njo ne teta, ne drugi potniki, ampak jaz, in kako hitro mine. Takrat sem spoznal to, če ne postane kakor otroci, ne prijete v nebeško kraljestvo, preprosti. Torej, in te sem pa vprašal, kako ti je pa ime? Pa je rekla Felicitas. Felicitas. Pa je na tla napisala, na tla v prah Felicitas. Torej, to je spet en tako prizor. Vprašali ste me torej zaradi ponija. Poglejte, 4 leta, višja gimnazija. V nižji gimnaziji sem stanoval v Martinišču v Murski Soboti, dijaški zavod salezijanski. V višjih razredih 4 leta, 5., 6., 7., 8., pa sem se vsak dan s kolesom vozil iz Bogojine v Mursko Soboto 12 kilometrov in 12 kilometrov nazaj. Včasih smo imeli pouk tudi popoldne, dopoldne tam in tudi popoldne, tudi v soboto. In poglejte, s kolesom sem se pripeljal v Mursko Soboto dopoldne in potem je bil čas za kosilo. In kaj je bilo moje kosilo? Kupil sem si košček salame, pa eno kruh ali pa žemlo se imel s seboj ali pa kupil in potem seveda spet v šolo in večkrat tudi po noči nazaj. V jeseni pa v adventu so noči dolge, hitro pride večer, tako da takrat sem se vozil torej s kolesom. Seveda makadam, ni bilo asfalta, ni bilo tudi prometa, ni bilo kot zdaj. Tako da je nekaj tega v meni ostalo. Zato danes tukaj kot škof skoraj ne bi mogel biti brez ponija, malega kolesa, se peljem do vznožja Kalvarije ali do vznožja piramide, tam pustim kolo, ga zaklenem s tisto in grem peš gor do vrha piramide ali pa Kalvarije. Seveda so mi tudi enkrat ukradli kolo, sem pa šel isti dan ga kupiti. Odkrito vam povem, nisem ga preklinjal, tudi nič slabega mu želel, samo eno sem si nekako na tihem mislil, če bi mi on vrnil tisto staro kolo, poni, bi mu jaz dal tega novega, ker sem bil na njega bolj navajen. Tako da mi to veliko koristi, da ni treba iti tukaj po mestu, po asfaltu, ampak da hitro pridem s tem malim ponijem do vznožja teh hribov, kot sem jih povedal. Gospod škof, mnogi vaši bratje v škofovski službi pri 75. letu stopijo nekako v pokoj, se umirijo, opravljajo še škofovske službe, kolikor jih povabijo, ampak vi ste ves čas v polni aktivnosti. Zdaj ste že dopolnili, hvala Bogu, 86 let in še vedno ste mariborski pomožni škof. Škof ordinarij vam tega ni odvzel. Se pravi, ko sem bil star 75 let, to je tista doba, ko naj bi se škof tudi pomožni odpovedal. In to sem tudi storil. Sem napisal v latinščini odpoved svetemu očetu Janezu Pavlu II. In sem odpoved poslal nuncijo, naj ga pošlje v Rim, v Vatikan. In točno na tisti dan, 75 let, da ne bi to dočakal doma, sem si mislil, zdaj sem star, zdaj sem odpisan. Sem pa poromal v Sveto deželo. In tisti dan, 15. februar, ko sem bil star 75 let, so tam zvedeli za mojo
to obletnico, da sem toliko star, ker je z mnoj bil sedaj prodekan profesor Vinko Potočnik. Njegova mama je toliko stara kot jaz, zato je on zdal, češ, zdaj sem ravno star 75 let. Sem se torej umaknil iz Maribora, kakor prerok Jona, ki se je tudi umaknil, da ni šel v Ninive pridigat, ampak je zbežal pred Gospodom. Nekako ni bilo ravno mi. Ja, odpovedal sem se. No in potem pridem domov, čakam, nič ni. Ne vem, ali gospod nadškof, sedaj nadškof, takrat škof, ali je dobil recimo pismo, da ad nutum episkopi, to pomeni namiglaj, dobesedno namiglaj škofa, ordinarija, sem lahko pomožni škof aktivni naprej. Ni mi še rekel, da lahko grem pokoj in tako sem vesel, da lahko še upravljam kot aktivni, ker najhujše je meni iti v pokoj, se pravi nič delati, iti v kavarno, tam cigarete pa kavu piti. To bila smrt za mene. No, če tega niste do takrat počeli, tudi zdaj ne boste. Torej, če vas prav razumem, odgovora iz Rima vi niste dobili na vaš odpoved. Ne. Ampak enostavno škof ordinarij vas je ohranil v tej službi. Ne vem, kako je ja. Pa tudi ne sprašujem to. Hvala Bogu, Bog da bi lahko še dolgo časa bili pomožni škof. Ko so pomožni škofi imenovani, jim pač sveti sedež dodeli nek naslovni sedež. Katere škofije ste vi pravzaprav škof? Torej, najprej tukaj moram povedati, ko je bil škof Stres imenovan za škofa, profesor Stres. In nekako, preden je pač bil posvečen, je nekako zvedel že prej, da je imenovan za pomožnega škofa v Mariboru. Pa si je mislil, zakaj bi meni dali kako ime, nekje v Afriki ali kjerkoli, Numidiji, zakaj ne bi Ptuju? In on dosegel potom svoje družbe, ali pa da je bil torej naslovni škof ptujski. Mene pa nišče ni vprašal, kaj, pa so mi dali, da sem naslovni škof v Bolgariji. Tudi škof Držečnik, kot pomožni škof pri škofu Karlinu, je bil tudi škof Dobriški, Dobrica v Bolgariji. Tudi jaz sem škof torej v Bolgariji in sicer v tako imenovanem mestu, kjer je vprašaj Černiški, Černica v Bolgariji. Pa je nekje piše tam, da je to vzhodna Bolgarija, zraven pa še vprašaj. Se pravi, ne vem, ali je to mesto ohranjeno, naslovno mesto. Hkrati večkrat se v molitvi, pa tudi pri maši, spomnim tega kraja Černica. Ni pa bilo priložnosti, da bi ta kraj obiskali? Točno, me je gospod kanonik, prej ste ga imenovali že prelat Zdolšek, mi je rekel, da me bo enkrat peljal dol. No, potem je tudi on zbolel, imel je tudi prometno nesrečo in tako ni prišlo do tega, da bi ta kraj obiskal. Mariborski pomožni škof Jožef Smej praznuje 25 let škofovskega posvečenja. Življenjska pot pa je dolga že več kot 86 let. No in na tej življenjski poti je seveda še en pomemben mejnik, da je že 64 let duhovnik. Gospod škof, morda na kratko, na hitro, če se spomnimo vašega otroštva, vaše družine, odkot prihajate. Vemo, da ste Prekmurec, pa vendarle naj Slovenija ponovno sliši, kje je tekla vaša zibel. Torej Bogojina, znano mesto v Prekmurju, 12 kilometrov oddaljen od Murske Sobote, okraj pa je bil Lendavski, ker je to bila, lahko rečemo, skoraj 1000-letna meja med dvema županijama, komitatoma.
Bogojina je bila Zalski komitat po reki Zali, Murska Sobota, Gornja Prekmurje pa je bilo pod Važvar. Važvar pomeni železno, železni grad, torej železna županija komitat. In ravno Bogojanski potok loči, je ločnica, lahko rečemo skoraj 1000-letna med dvema komitatoma. Torej Bogojina, sosednja vas je Tešavnovci, vmes pa je potok in ta potok se omenja leta 1208 v listini madžarskega kralja Andreja II. Mimogrede povedano, ta Andrej II. Je oče svete Elizabete, turingijske, ogrske. No, v tej letnici je rečeno tako, da gre meja zemljišča Gornja Lendava, da gre meja pri vasi Bogma ali Bogina, berejo nekateri, kjer je mejnik ob potoku Mejnik. To hočem reči, poglejte, da Bogojina je torej se imenuje v listini že prej kako Murska Sobota. Ravno zaradi tega, da so omejili zemljišče Gornja Lendava. Torej rojen v Bogojini 15. februarja 22, sin Jožefa, Smeja, poljedelca in Ane, rojene Ošlaj. Stara mati moja po materi je bila Šumak, Šumaki so pa prišli iz Štajerske, iz Mote in Šumak Martin, moj pradedek, je bratranec Misija, kardinala Misija. Ker mama od Misije bila Pintarič, Agneza, se pravi, njena teta pa je živela, njena sestra, teta od Misije pa je živela v Bogojini. In je bila skupaj s svojim možem Sebastianom, se je preselila iz Štajerske z Mote v Bogojino. Tako sem nekako daljni sorodnik, torej kardinala Misije. Bilo nas je 3 otrok smo bili, moj brat je nekako v Rusiji na fronti, nič več ni pisal, kakor vidite, kakor številka. Do leta 1943 je še pisal mami. Mama Rusija ni pa pisal, kje ni smel, slovensko je pisal. Včasih na Brezovo Ljubje, ni bilo drugega papirja. Pravi, mama, jaz ne streljam Rusov, jaz streljam v zrak, da bi s tem povedal, da je vojna nepravična. Ali je bil ujetnik ali ne, naenkrat več ni mama dobivala pisma. Tako da se ne ve, ali je še zdaj živ ali ni, najbrž ne več, ker bi se gotovo že kaj oglasil. No, potem sem osnovno šolo 4 leta v Bogojini, gimnazija Murska Sobota, matura Murska Sobota 1940, en semester medicina v Ljubljani, potem presedlam na visoko bogoslovno šolo v Maribor in en letnik v Mariboru. 1. aprila je prišel, nas je ravnatelj odpustil domov, ker 6. aprila so že prišli Nemci. Prekmurci smo šli naprej študirati v Sombatel teologijo. Sreča za nas je bila to, da smo imeli latinščino v gimnaziji in vsi predmeti bogoslovni glavni so bili v Sombatelu, tudi tam je bila visoka bogoslovna šola, so bili v latinščini. Jus, potem dogmatika, moralka. To nas je reševalo. No, potem, ker je vojna, bili smo že pospečeni za diakone, potem pa kar naenkrat decembra 4. škof skliče nas 6 diakonov. 4 Slovenci, 2 Madžara. Če hočemo biti pospečeni čez 3 dni na Brezmadežno. Se je že slišalo streljanje tam od Blatnega jezera, Rusi so napredovali proti Sombatelu in tako
sem bil posvečen sredi alarmov sem bil v Sombatelu posvečen za mašnika. To je bilo 8. decembra 1944. Točno, no brezmadežno. Gospod Škof, če še za trenutek greva malo vaši družini, omenili ste brata, za katerim se je izgubila sled, toda imeli ste tudi sestro, s katero sta bila pa precej povezana. Vsi tisti, ki vas poznamo, bi lahko rekli, da je bila to prava bratovska, sestrovska ljubezen. Točno, veste, ko ste prav vi obiskali mojo sestro, ko je bila tukaj v bolnišnici, so vse tam žene okrog rekle, joj, kako mlad je ta, kako lepe oči ima, pravi, pa je res duhovnik že. Torej, ta sestra moja je ravno 1 leto, ravno na binkošnji ponedeljek, 1 leto bo zdaj, oziroma, ker je binkošnji lansko leto bil proti koncu maja, ravno 1 leto, kar je odšla v večnost v Murski Soboti bolnišnici. Težko je dihala, najbrž je bila to pljučnica, bil sem pri njej skoraj do konca, tu v Murski Soboti. Tako da sedaj imam samo nečaka, ki je poročen, ta ima hčerko Valentino. Valentina se je poročila z Matjašem Cerovškom, tako je naša družina najprej Smej, potem Mavčec, ker se nečak, se je bil, torej sestra se je poročila z Mavčecom, sedaj pa Cerovšek, tako se spreminja in vse na svetu je miljivo, večnost je pa večnost. Gospod Škof, kot rečeno, leta 1944 ste bili posvečen za duhovnika, morda na kratko vaše duhovniške postaje. Kar nekaj časa kaplan, potem župnijski upravitelj in končno župnik v Murski Soboti. Škof Sombateljski nas je novomašnike odpustil, pravite, pojdite na svoje domove, vojna je, in je vsakemu dal odlog. Mene je dal odlog za kaplana v Dokležovje, vojna je bila. Dokležovski župnik pa je rekel, ni treba, da prideš v Dokležovje, saj to je samo formalno. Ker on je tudi večinoma preživel v kleti, ker prav ob Muri se je skoraj končala druga svetovna vojna. No, potem, torej prvi moj dekret, ki ga nisem zasedel, je bil Dokležovje. Potem pa drugi pa v Dubrovniku. Dubrovniški župnik Madžar je odšel na Madžarsko, ni bilo tam, pa me je generalni vikar Ivan Jerič, župnik dekan v Turnišču, imenoval za nekako rektorja cerkve Dubrovniške. In tam sem bil mesec, dober 2 meseca, dokler ni prišel gospod Ivan Camplin, ki je tudi letos umrl. No, to je Dubrovnik. Z Dubrovnika sem dobil potem dekret odlog za Turnišče za kaplana. Iz Turnišča sem potem šel služiti Titovo vojsko kot turniški kaplan leta 1947-48 v Zagrebu. Po vojaškem roku sem prišel nazaj v Turnišče, ker pa so potem zaprli v Murski Soboti veroučitelja, kateheta, profesorja Alojza Šoštareca in ni bilo kaplana, tako rekoč, sem dobil od škofa Lavantinskega, Mariborskega odlog, da naj vzamem samo najbolj nujne stvari iz Turnišča, da bom začasno duhovni pomočnik v Murski Soboti. Ker je pač, dokler ne pride iz zapora nazaj. Zapor je trajal 4 leta in jaz sem ostal potem v Murski Soboti kot kaplan, vse dokler nisem bil imenovan za župnijskega upravitelja, za župnika v Murski Soboti. Kot sem že povedal, julija 1969 pa mi je škof Rešečnik ponudil kanonikat, da bi bil stolni kanonik v Mariboru. No in potem je temu še prišlo imenovanje za stolnega prošta.
in potem, ko je škof Kramberger prevzel škofovsko službo, ste postali še generalni vikar. Bili ste še škofijski kancler, še kakšna služba na cerkvenem sodišču? Tudi na cerkvenem sodišču sem bil najprej sodnik, potem sem bil nekaj časa branilec vezi in 30 let sem tako delal na tem škofijskem cerkvenem sodišču tudi. Potem ravnatelj pisarne smo rekli, ali je kancler, ko vsi dopisi gredo skozi tvoje roke, rešuješ, kolikor moreš. Tako da to so bile moje službe. Prej ste v pogovoru rekli, da bi se ne mogel upokojiti, da ne morete mirovati. To je mogoče dokaz tudi, ko človek stopi v vaše stanovanje, da je pravzaprav povsod polno papirjev, povsod sled vašega pisanja, branja, študiranja. Torej, ta žilica vam ne da mira. Morate veliko brati, veliko premišljevati, tuhtati in potem tudi pisati. Torej, hvala Bogu, da lahko še delam. Vidite, s knjigami sem založen, so na divanu, so na tleh, so tukaj, potem v sosednji sobi, vse omare polne. In ko gledam te knjige, sem pravzaprav žalosten, ker jih ne morem vseh prebrati. Če kaj pišem, takoj gledam za knjigo, ker je pa ne najdem, niti svojih knjig, ki sem napisal, najdem, grem tu v sosednjo, v teološko. Tam so pa lepo sortirane tudi svoje knjige. Grem. Tudi pravkar preden ste prišli, sem šel iskat svojo knjigo Nauk učenca slonečega na Jecovih prsih Brtnice, ki so prevedene v hrvaščino, in sem šel tukaj to knjigo gledat, ker me je pravkar danes dopoldne poklical neki hrvaški duhovnik, ki pride danes na Sladko Goro in me je rekel, kako bi me dobil. Sem rekel, naj pride v Slivnico, ker neko knjigo o Kurešku hočejo prevesti v hrvaščino in so nekako se na mene obrnili, kako da sem jaz poliglot, kako da mu jaz prevajal iz slovenščine v hrvaščino. Pa sem rekel, prinesem tam svoje 2 knjigi, ki sta prevedeni v hrvaščino, to je Križev pot in pa ta Brtnice. In tam je tudi napisano, kdo je to prevedel, da mu povem, kdo je prevedel, da naj se obrne na tistega. No, tisti, ki vas poznamo, vemo, da ste poliglot, kajti kar nekaj jezikov tekoče govorite, berete, pišete. Sam se spomnim, ko sem vas spremljal v Nemčijo in na Madžarsko, oziroma madžarsko skupnost v Vojvodino, da so rekli, da takšne pridige v pravilni madžarščini oziroma v nemščini v Nemčiji, da še niso slišali od nobenega svojega škofa. Torej, vendarle imate ta čut za posamezne jezike. Torej, rad sem imel jezike v gimnaziji, to vem. Najprej smo imeli francoščino, od 3. razreda naprej nemščino, potem latinščino, grščino tukaj v prvi letnik v Mariboru, sem nadaljeval v Šumbatelu in potem berem angleščino, izgovarjati ne vem, ker so koreni so latinski v angleščini ali francoščini ali nemški. Potem tudi italijansko berem, ker je to, rad se pošalim, da je italijanščina pokvarjena latinščina. Tako da seveda latinsko rad gledam tudi klasike, tukaj je poleg univerziteta knjižica in tam hranijo v posebne omare knjige, da mi od časa do časa dajo na mizo. To so recimo klasiki, recimo Ovid, Vergil, njihovi klasiki v latinščini. Itak to noben ne bi bral, zato so kar tam v omari shranjeni, da ni treba ponovno iskati nekje v kleti ali kje. Jezike sem imel zelo rad, seveda smo imeli tudi srbo-hrvaščino v gimnaziji. Tako da, potem madžarsko sem se naučil med okupacijo, prej nisem znal leta
41, ko sem že imel veliko maturo v žepu. Seveda sem prevedel tudi nekaj knjig z madžarščine, recimo od Gardena Geze, Božji sužnji, potem pa Nevidni človek, Atila bič Božji, pa Zlata krsta. To so zelo zanimivi romani. Recimo Zlata krsta govori o preganjanju kristjanov za časa Dioklecijana, Atila bič Božji že pomeni Atila, in potem Božji sužnji, to so pa redovniki. En prizor je, tu gredo recimo v Pešti, redovniki oblečeni v habit in srečajo tam najprej Jude, Žide v Pešti, ki štejejo denar. In pravi tam dvogovor, ali so tudi sužnji. Ja, sužnji denarja. Potem kralj, ali je kralj tudi sužen naroda. Ali je potem, ali pa smo mi tudi sužnji. Pravi, mi smo pa redovniki, Božji sužnji, Božji služabniki. No to tako, da mislim, da sem povedal koliko toliko pravilno in Gospod škof, naš obisk ob vašem srebrnem jubileju škofovskega posvečenja se počasi zaključuje, pa vendarle imam za vaše dve vprašanji. Prvo vprašanje je povezano z brevirjem, katerega ste se že sami dotaknili. Namreč nekajkrat ste ponovili prav to, da greste v naravo z brevirjem in to dokazuje to, da ste mož molitve. Kako bi svetovali tistim poslušalcem, ki imajo težave z molitvijo? Kaj naj naredijo, da bi lahko molili? Sem vam hvaležen za to vprašanje, ker ravno škofovska beseda sobratom moja je ravno v teh sporočilih, torej uradni list škofij, vseh 6 škofij. Tu sem ravno napisal 3 škofov besede tole. Velikonočne pesmi prepevamo: strta je pekla oblast, Satan nima več moči. Tega ne smemo tako vzeti, kakor da ni Satana, kakor da on ne nas recimo pripelje v skušnjavo. Poglejte, in tam sem potem citiral Ratzingerja, kardinala, profesorja takrat še samo. Namreč leta 1970 je išla knjiga z naslovom Abschied vom Teufel, slovo od hudiča. Napisal je profesor Haag, tübinški profesor. In to knjigo je potem videl profesor Ratzinger Jožef in je takoj reagiral. In kaj se je zgodilo, ko so imeli poslovilni večer tam profesorji teologije v Tübingenu ali kje druge. Takrat je tale Haag poklonil svojo knjigo Abschied vom Teufel, slovo od hudiča, profesorju Ratzingeru s posvetilom, ki se takole glasi: dragemu profesorju Jožefu Ratzingerju, od katerega slovo mi je veliko hujše, kakor slovo od hudiča. Me bolj boli slovo od njega hudiča. Se pravi, da ga je profesor Ratzinger, sedanji papež, ga je takrat tako prepričal, da je moral pravzaprav svojo knjigo nekako spremeniti. Poglejte, skušnjava. Ena velika skušnjava je, ki tudi na nas duhovnike, pa tudi na škofe gre, da bi skrajšali molitev, da bi skrajšali premišljevanje jutranjo. Češ, vse drugo moramo prej narediti. Velika skušnjava, omenjena je v katekizmu katoliške cerkve. Da še to povem, katekizem katoliške cerkve, osnutek je kardinal Ratzinger poslal vsem škofom.
poimensko, tudi meni, v francoščini je bilo, z enim pismom, kjer je bilo rečeno: lepo vas prosimo, dajte svoje pripombe, bodite prepričani, da bomo upoštevali vaše pripombe. In ta katekizem francoščin sem potem bral, ko sem bil v Toplicah, Dolenjskih Toplicah, sem zdravil izpah roke, sem to bral in tam je tudi rečeno tole: molitveni boj. Proti komu? Proti samemu sebi, naša lenobnost, in proti hudobnemu duhu, ki vse stori, da bi človeka odvrnil od molitve ali od daljše molitve. Se pravi, vsakega človeka. In potem ima kardinal Ratzinger v svoji knjigi, tudi v katekizmu katoliške cerkve, pa tudi v tej knjigi novejši, ki je on napisal, je tudi rečeno: Jezus iz Nazareta, je rečeno v Gospodovi molitvi: in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. In ima ta hudega, to je hudobni duh, ki odvrača človeka od molitve. Zato je prav, da ste me vprašali tole, tudi jaz se moram boriti, recimo, ko sem to jutro, recimo, bila je ura 12:30, torej 12:30, ko sem legel, pa sem si mislil, budilka je ob 5 zvonila, pa vam odkrito se povem, sem eno uro še podaljšal in premišljevanje mi je ostalo skupaj. Mislim, da mu še kaj danes imel priložnost malo tudi premisliti svoja leta, ker v teh letih pravzaprav lahko bi rekel, bi moral reči za Jezusom Kristusom: jaz nisem več na svetu, vi, mladi škofje, ste še na svetu. V misli bi jaz moral biti že onstran, kakor je tolikokrat rečeno v velikonočnem času. Apostola Pavla pravi: iščite, kar je zgoraj, ne kar je na zemlji. Odkrito vam povem, premalo iščem tega, kar je zgoraj. Čim starejši je človek, tem bolj je zakoreninjen v to zemljo. Gospod škof, in še res zadnje vprašanje. Vsak duhovniški jubilej, in s tem tudi seveda škofovski, je priložnost za delo za nove duhovne poklice, torej tudi za novega škofa, nove škofe. Danes v Cerkvi na Slovenskem doživljamo kar krizo duhovniških in redovniških poklicev. Sicer nekateri pravijo, da še ni tako hudo, pa vendarle sam ocenjujem, da je že hudo, kajti mnoge župnije nimajo več svojega rednega župnika in tudi mnoge župnije nimajo več kaplana. Kaj šele, da bi lahko duhovniki opravljali tudi kakšne pomembne službe v posameznih škofijah, ki bi bile nujno potrebne. Kaj storiti, kaj narediti, da bi se vendarle zgodilo preobrat, da bi mladi slišali Gospoda, ki kliče. Kajti prepričan sem, da Gospod kliče, ampak težava je, da mladi ali ne morejo, ali celo nočejo slišati, ali morda še celo kakšen tretji razlog. Kliče včasih tudi po osebah, po duhovniku, po škofu. Recimo bila je birma v Murski Soboti, pa je tam en birmanec, pa sem ga vprašal, ali ne bi bil ti duhovnik. Ni odgovoril. 1 leto so čakali z njegovim krstom, ker se niso mogli zediniti. Oče je protestant, mati katoličanka, po 1 letu je bil krščen v katoliški cerkvi in je sedaj bogoslovil tu v Mariboru. Potem nekaj se mi tudi birmoval, ki so sedaj že duhovniki, vendar s tem ne rečem, da je to moja zasluga. Imel je dar, en minorit je imel ta dar, da je kar klical. Ali pa tudi moj kolega, zdaj že pokojni Jože Vesenjak, je bil župnik v Velenju, v Šoštanju. On je imel celo vrsto ministrantov, ki so danes župniki. Tudi nekateri ima to karizmo. Ne morem reči, da imam to karizmo, večkrat pa res molim
za nove duhovne poklice, bodi si redovniške, sestrinske, misionarke. Vendar pa eden seje, drugi žanje. Nikar ne smemo soditi tistih župnij, ker ni novih maš. Lahko tisti duhovnik veliko moli, pa Bog da drugje. Bog usliši njegovo molitev tako, da on sicer seje, drugi bo žel ali njegov naslednik, prvi ali drugi, ali pa Bog da poklice v drugih župnijah. To je skrivnost. Vsi smo dolžni delati za duhovne poklice, vsa cerkev, kakor tudi za misijone. Gospod škof, dr. Jožef Smej, srebrni škof, še enkrat iskrene čestitke in kot sem rekel, naj vas naša molitev podpira in naj se zgodi naprej Božja volja. Hvala lepa.